Gledate oddajo Klepet ob kavi. Lepo pozdravljeni. Danes v studiu gostim, jaz mu rečem čarovnik, zdaj upam, da to seveda ti ne vzameš kot kakšno žaljivko, ker zame si res en čarovnik z uno, a veš, uno tiska še vsi imajo, a veš, z uno veliko čarovniško palco, ker delaš čudeže, no. Ne samo, da sem slišala ogromno pozitivnih zgodb, ampak si tudi danes v studiu že malo čaru, ne, z nami in mi dal res še eno tako potrditev, da sem si rekla, pa kje si ti bil vse življenje in zakaj vsi ne vemo zate, ne. Pa ti praviš po eni strani, da je to še zelo dobro, ker dejansko nimaš ti več toliko časa, da bi lahko nam vse pozdravil in ozdravil in nam pomagal, ne? Ja, zelo težko, ja. Ja, Mitja, pozdravljeno. Ja, pozdravljen, živ. Ja, kako je zdaj s tem, ne? Verjetno vsaka tako kot jaz, recimo danes samo opazuje oziroma se postavi celo nasproti tebe, da ga obdelaš v narekovajih, ne? Dobil vtis, da brez tebe pa življenje več ne bo isto, če te ne bo občasno vsaj obisku, recimo, ne? Kako ti to zdaj ta urnik si, ker si le samo eden? Urnik moj je kar napet, ja, moram reči. Zgleda približno tako, ob 5 ali pa 6 se vstanem, se zrihtam in grem v svoje ordinacije ali pa pisarne. Zdaj imam samo še 3 jih po Sloveniji, prej smo imeli 7 ordinacij po Sloveniji, tako da smo zdaj zmanjšali na 3 lokacije in potem cel dan tam delam do 8-9 zvečer in potem še urco ali pa 2 poti domov in grem spat in drug dan ponovno, tako da... Ampak ti izgledaš tako poln energije. Ja, sem, ja, poln energije. Torej, te stvari ne utrujajo? Te ljudje ne utrujajo? Samo fizično telo je v bistvu utrujeno, ampak vlivo od teh energije potem iz te celote, ko dobiš nazaj, ne, bi pa lahko še celo vojsko ljudi obdelal. No, ampak konec koncev se mora telo spočiti, ne, fizično vsaj. Tako da počasi nekako gre, no, moram reči, nikaj. V glavnem, ti imaš zdaj že 24 let, pravzaprav, odkar se ti je življenje tudi tebi drastično spremenilo iz tistega, ker si nisi prej nikoli mogoče ti spraševal, zakaj, čemu, kaj je fora, da tukaj živim, ne? Ja. Si danes postal pravzaprav eden izmed ljudi, ki ne samo, da je tebi vse jasen, pomagaš tudi drugim, da odkrijejo pravzaprav svoj tisti, zakaj in dobijo odgovor nanj, ne? Ja, tako je, ja. Ja, celih 24 let v bistvu sem raziskoval ali pa raziskoval. Bolj je bilo tisto temeljno vprašanje, ne, kdo in zakaj sem tukaj, ne. In potem je vse iz tukaj tudi izhajalo, no. Vsaka pikica znanja mojega preteklega in vseh negativnih izkušenj, moram tudi povedati, da sem predvsem, ne, teh 24 let preživel v bistvu ne v neki sreči pa v nekem bogastvu in tako naprej, ne. Ampak prav nasprotno, ne, in prav te stvari, negativne, bi rekel, stresi, žalost, neki strahovi in tako naprej, so mi dali vedeti, da to ni prav, ne. In tukaj sem tudi najdel tiste prave odgovore potem, ne. Tako da zdaj razumem vse, ki so v bistvu tako negativno nastavljeni ali pa ko živijo negativno zaradi sistema, v katerem živimo, ne, zaradi problemov, ki jih imamo ljudje, zaradi službe, denarja, predvsem je tukaj denar, ne, običajno. Iz tega denarja se pa potem začnejo tudi problemi in družinski kregi in potem tudi seveda bolezni in vse te stvari, ko sodijo zraven, ne. Kaj pa zdaj, če smem te prekiniti, korona, gor, dol, levo, desno, a opaziš ti to kolektivno, kaj se dogaja z ljudmi? Ja, seveda. Ljudje so popolnoma prestrašeni, ne, popolnoma prestrašeni, to sploh, ne vem, kako je to sploh lahko, da nekdo to dovoli. Še posebej, da toliko držav dovolj naenkrat, toliko teh vodilnih in tako naprej, ampak zdaj tiskam malo več tega znanja in tako naprej, ko razume situacijo, zakaj točno se gre, ne, potem tukaj sploh ni nič čudenega, še dobro, da je tako, ko je, ne. Kaj bo pa prineslo, bomo pa tako videli sami, ne, sproti, tako da... Pa kaj lahko mi naredimo? Zdaj ti zelo veliko govoriš o moči mislih, ne? In občutkov, a lahko v bistvu posameznik po vsem, ki je spremljal, kljub temu, da pač je okolica zdaj nori in je v strahu in v jezi, ne? Kako lahko mi zase poskrbimo? Osnova človeka je, da se zaveda, kdo v resnici je, ne. Če se tega zavedaš, potem tega straha absolutno nimaš več. Ne, to je osnova. In tudi se ne rabiš ničesar bati, ničesar, ne. Zdaj, če ste se pa vi šli že, ne vem, testirati, pa cepiti, pa ono, pa tisto, pa vsa ta zdravila in tako naprej. Tukaj je pa problem dosti težje potem rešiti, ne, in tudi se vrniti v neko normalno življenje, ker te ta strah potegne noter in zaplavaš z njim in potem vidiš ljudi, ko recimo tam, kjer ne rabi nositi maske ali pa tako naprej, ne, ima skoraj 2 gor, ne. Že navada, ne, postala. Je že sama navada, je že to vse samoumevno, ne, tako da človek v bistvu se je odmaknil iz
sami sebe se je odmaknil ven in raje živi v strahu paralelno s svojo energijo, namesto da bi se res poglobil vase, pa se zavedal, kdo v resnici je. In tukaj je absolutno na prvem mestu svobodna volja ljudi. Tega ne smemo pozabiti. Ne. Zakaj se to tako pozablja, ne vem, res ne. Še vedno imamo svoje misli, še vedno imamo svoje občutke. Ne. Tega nam noben ne more vzeti. Dokler ne pride neka tehnologija, takšna, ko se dogaja, zdaj v teh časih, ne. Bo pa to kmalu tudi možno regulirati, seveda, ne. Te tehnologije že obstajajo kar nekaj desetletij in se to testirajo in ta digitalizacija v bistvu ne pomeni nič dobrega za človeka, ne. Čeprav gremo vsi v to tako z veseljem in z nekim nasmehom, ampak prav nasprotno, ne. Gremo mitve iz teh tehnologij, ki nam malo krežljajo že živce, ne, na tvojo mit tehnologijo, ki se je torej razvil, ne. Povej mi, realno, tako, če ne bi tega delal, kje bi bil danes? Kaj bi delal? Kje bi bil Mitja? Kakšen bi bil Mitja? Verjetno bi bil tam, ker sem bil 10 let nazaj, to se pravi v delavnici, s svojimi izumi, črndokomovcev, najbrž za stružnico ali pa za reskarjem ali pa za kakšno napravo, za kakšne meritve. Najbrž bi to delal, ne. No, pa ti si odkril seveda, hvala Bogu, to poslanstvo, ne. Ja. Pomagaš ljudem torej s pomočjo te mit tehnologije, ne. Pa me zanima, zdaj to pravzaprav ne deluje samo na fizično telo kot tako, ne. Kako bi lahko to gledalcem razložila na en tak čisto simpel način, da bodo razumeli? Kaj pravzaprav ti počneš, kaj je s to fiziko, kaj je s temi tvojimi magnetnimi polji, delaj to tako. Za tiste, ki nismo študirali fizike, da bomo razumeli. No, tudi sam nisem glih nekaj študiral fizike, ne. Vse skupaj je dosti enostavna zadeva. Moram pa tukaj poudariti, ne, da imamo en kup, še posebej v Sloveniji, en kup velikih modrecev, ne, kateri to teorijo obvladajo. Žal pa to ostaja samo v teoriji, ne, s katero si nihče ne more nič pomagati, ne. Tako da tisti, ki tudi meni pišejo taka lepa sporočila ali pa bolj nesramna in tako naprej, vam želim, da tudi vi čim prej pridete do tega znanja, da boste to lahko vendar uporabili v praksi in si s tem nekaj pomagali, ne. Ne samo, da boste prodajali znanje, ne, s katerim si ne more noben nič pomagati, ne. Tukaj sem malo nestrpen, kar se tega tiče, ne, ker mi vsak piše, tudi o tej kvantni fiziki in če sem doktor in tako naprej, ne, moram tudi poudariti, ne, hvala, ne želim biti doktor, ne želim imeti tako debelega okvira znanja okrog svoje glave, iz katerega ne bom mogel nikoli stopiti, ne. Jaz si želim dopuščati, da vedno obstaja še več, ne, in tudi moram si to dopuščati kot nek izumitelj in tako naprej, vedno obstaja še več in tudi v to sem prepričan. Drugače pa celotna zgodba zelo, zelo enostavna, ne. Vse, kar potrebujemo narediti, je, da ustvarimo med dvemi telesi, se pravi med svojim telesom in recimo med tabo, magnetno polje in čez to magnetno polje bo potem tudi potekal moja misel in občutek direktno na tvoje telo ali pa na tvojo vibracijo. Ta vibracija odpre ta paket moje misli in občutka, se pravi sam foton, in ga DNK odčita in se takoj tudi spremeni. Ta DNK se potem zreplicira po celotnem telesu in tako nastane tudi sprememba na fizičnem telesu potem lahko, ne. Se pravi, neka ranca, če se nekdo ureže, primer dam, ne, bomo potem s tem magnetnim poljem in z mislijo in z občutkom, kako rance ni več, se pravi, se moramo znajti v nekem občutku, kot da je želeno že narejeno, kot da je želeno že storjeno. In potem tudi ta ranca vidiš, kako v bistvu zginja sproti pred očmi, ne, in je v minutki ali pa 5 minutah ni več, ne, je samo še zaceljena koža, ne. Enako imam recimo tudi izkušnjo s zlomljeno nogo, katero sem uspel zaceliti v 8 urah. Potem pa razne bole in tako naprej, ko grejo v parih minutah, 2-3 minutkah, recimo neka rakova tvorba gre lahko v 3 minutah, ne, se unič, je ni več, kakšne maščobne bole tudi v parih minutah, ciste, kakšni polipi, takšne zadeve. Wow. Zdaj, tudi te stvari seveda ti vse dokumentiraš, ne? Ja. To je vse torej črno na belem, ne, Tako, izvide ja. imaš, slike imaš in tako naprej. Ja. Jaz sem tudi prejle smo seveda preden smo začeli snemati, si nas mečkano vse obdelu, ne, in a lahko malo demonstrirava midva? Lahko. Lahko. Čakaj, jaz se bom sama sezula, da ne Ja. v petkah padla, ker prej me je kar malo metal levo, desno. V glavnem, kaj si pravzaprav, recimo, ti si nas koliko, 3-4 si nas tlele mečkan pobožil, ne, čeprav se nas nisi dotaknil. Kaj pravzaprav vse, recimo, ti vidiš?
ko se torej stopaš v stik z osebo, ki je ne poznaš? Jaz vidim tole notranjo avro, se pravi, to je nekaj centimetra pa pol, pa do 2 centimetrov pa pol, je kot meglica, ki jo vidimo lahko tudi na avtomobilski strehi, ko je vročina, to zvijanje, ne, tam se recimo ta masa gosti. To vidim, potem vidim tudi, ko recimo potegnem to magnetno polje, ko odstranim ta negativen program, bi rekel. Vidim tako sivkasto ali pa belkasto nit, ali pa samo meglico kot plin. To vidim in to je v bistvu tudi to, vse, kar vidim. No, mi smo načeloma zelo zdravi tukaj vsi, razen prenemo si torej odkril eno kalcinacijo in res ti je potrdil, da jemlje tablete, ne, da ga boli in po terapija, tole je bilo minutka. Ja, minutka, je že lepo premikal vrat, mislim, se pravi, sam si čarovnik, no, to jaz ne znam drugače opisati. Tako da, evo, a greva, proba. Ajde, pa greva. Povej, kam se naj postava. Lahko kar tukaj. Lahko kar tukaj. Tako, pa tja se obrnem. Ok, tole bom naredila slušalko dol, da me ne moti. Tako. In recimo zdaj, če želimo odprti celotno telo, ne, evo je že, ja, tako. In takole odstranimo recimo ta program ali pa tako. Takole. In še tukaj imamo eno. Takole. Ekole. Evo. Malo se vijugam sem pa tja. No, čisto tako, da smo se malo pokazala, malo je vroče ratalo, ja. Čutiš pretoke energije, ne? Malo mravljinca se tudi čuti, verjetno. No, ti kar malo govoriš, da če bi si pogledala tudi roke, bi videla te pike, ne? Se pravi, najeno magnetno polje ali pa najena energija, katera najo živi, najo napaja, so se povezale. Ja. In zdaj sem jaz potem preko tega kontinuiranega polja, ne, se pravi preko tega magnetnega polja med svojim telesom in tvojim, pošiljajo noter misel in občutek, kako si ti v redu, kako si ti polna energije, polna ljubezni, polna sreče, zadovoljstva, se pravi same dobre stvari. In to potem tudi tvoja vibracija občitava. Kaj si ti zdaj vmes? A si kaj govoril? Ker jaz prej, ko sem te opazvala, pa te prej izgleda, kot da ti to vidiš, ne? Tebi se vidi, da ti vidiš, ti prav veš, kaj delaš. Ja, vem, kaj delam, ja. A kaj moš govoriti? A si res samo te misli pol usmerjaš? Kaj v bistvu ti počneš, razen tega, da vidimo, da tam z rokam vlečeš? Kaj delaš v glavi? Samo z mislijo se pri strani, ko odstranjuješ ta program, v bistvu niti si ne rabiš nekaj zamišljati, ne. Ko pa daješ noter nov program, takrat pa seveda moraš postaviti vizijo, ne, se pravi, moram videti tebe, kako si ti srečna, zadovoljna, se pravi, v polnem žaru, ne, svoje ljubezni. Velik plus, ne? Tako, ja. In občutiti tukaj te občutke, katere boš ti podoživela zraven, se pravi, tvoje občutke, ne, moram podoživeti. Se pravi, kako si ti, ko si ko si v nekem maksimumu sreče, ne, bi rekel. In ko to podoživiš normalno, potem to ti tudi začutiš, ne. In to je ta temperatura ali pa mravljince čutiš potem po telesu. Prej se mi je vrtel, preden smo začeli snemati, ne, sem bila sveta, da sem malo gledala. Ja, to je zelo, zelo močno, ne, ker želi ta energija na celotnem telesu takoj narediti spremembe, ne. In to kar naenkrat vse želi spremeniti in vse poboljšati in to je lahko napor za telo, zato so včasih je bolj, da so te terapije malo krajše, pa da jih je več, ne, kot pa da je enkrat šok tak tudi za telo, ne. Zdaj, Mitja, ti po večini, veliko delaš z ljudmi, ki so, torej bi radi nekaj spremenili v svoji karieri, tega si rekel, da imaš zelo veliko. Potem so tukaj tudi bolezni. Kaj pa mi preventivci, a lahko nekomu, ki pride pa reče, jaz sploh ne vem, kaj ne s tem svojim življenjem, ne vem, koliko terapij recimo bi ti priporočil in kakšne rezultate imaš recimo, koliko zelo se življenje posameznikov spremeni, ali na kariernem področju, pri boleznih veš, da si zelo uspešen. Kaj pa te ostale stvari, ki niso mogoče tako na izvidu ravno, ne? Ja, tudi tukaj, ne. Tudi tukaj so izredno dobri rezultati, je pa seveda zelo pomembno, ne, da človek sam sebe najde v tem, ne. Ker zdaj, če se njemu zdi, da to ni zanj, ne, to v bistvu je zelo, zelo velika napaka, ne.
oziroma napaka. Tako globoko je že v tem sistemu, v tem razmišljanju, da enostavno, da ga ne moreš več premakniti in ne more drugače razmišljati. Ne. Tudi v prejšnji oddaji sem že dobil recimo vprašanje od Jasmine, kaj pa tisti, ki ne želijo recimo to sprejeti, ne? Ali pa ki niso pripravljeni to tako sprejeti, ne? Pa mogoče tukaj nisem dal ta pravega odgovora, pa bi ga zdaj mogoče malo popravil. Ne? Tisti, ki niste pripravljeni to sprejeti, pomeni, da zavračate to, kar vas živi. In tukaj, ne, tukaj se moramo vprašati zdaj, kaj je tukaj narobe, pa kaj je prav. Ne? Tisti, ko bo razumel, tisti, ko bo sprejel to znanje in ga razumel pravilno, ne, bo razumel, da živimo v tej masi in da imamo mi enako energijo, kot je ta masa, samo da je izolirana v našem telesu. Ne. Če se želimo s to maso bolj vklopiti, bolj povezati, moramo narediti vklop telesa. Tudi to smo že delali v prejšnjih oddajah. In takrat, ko naredimo ta vklop telesa, ko smo povezani s to celoto, lahko tej masi ali pa Bogu ali pa pranju ali čiju, kakor želite, tudi naročamo vse, kar si zamislimo in občutimo. Vsako malenkost. In seveda, tukaj potem pride zraven lahko tudi karijere, ne, se pravi, da nekdo, ki ima nek posel, pa mu nekaj šteka ali pa mu ne gre dobro, se to da narediti, da bo potem zelo lepo teklo vse. Ne. Seveda, mora pa biti od zadaj skozi smisel, da je to dobro za ljudi. Tukaj nikakor ne sme biti denar na prvem mestu. Ne. Tukaj mora biti dobrota do ljudi, ljubezen, zadovoljstvo, skratka, da bodo lažje in bolj kvalitetno živeli ljudje. Zdaj, če prvo razumem, v bistvu mi smo potem takem dirigenti, ne? Tako je, svojega življenja in hkrati v bistvu ni življenje tisto, ki nam daje stvari in se nam dogaja, ampak smo mi tisti, ki v bistvu dogajamo življenje, če prav razumem. Ne moramo mi kar neki vstopiti v nek dogodek. Mi moramo ta dogodek ustvariti. In če ga ne ustvarimo, nam ga ustvarjajo drugi. Mi pa hodimo potem po teh dogodkih. Ne? In zaradi tega smo mi potem nesrečni, nezadovoljni in tako naprej. Če si pa mi sami ustvarjali ta dogodek, v katerega bomo vstopili, se pravi naslednjo sekundo, bo pa naše življenje od tega trenutka naprej popolnoma drugačno. Ne? Wow. In tudi vaše je lahko drugačno, če seveda se boste, lahko te seveda kontaktirajo, dovoliš, ne? Seveda. Nobenega vprašanja se ne braniš, ne? Zdaj, koliko imaš časa in drugo, ne? Ja, si ga samaš, ne? Ja, seveda. Torej, spletna stran mitjajereb.si, lahko ga tudi pokličete, 068 644 325 ali pa seveda se mu javite na Facebooku na strani od telekineze do zdravilca, čeprav to ni. Ja. Sem prav povedala. Prav, ja. Ok, veš, kaj me se zanima za sam konc. Kaj se ti zdi pravzaprav, glede na to, da sam imaš, ustvarjaš delavnice za ljudi, se ti zdi, da z leti oziroma s časoma ta številka raste, torej nas vse več ljudi to zanima, se ti zdi, da gre to v pozitivno smer, torej na kolektivni ravni? Zaenkrat imamo na delavnicah takšne gužve, da tudi imamo za naprej že za par mesecev vse zasedeno. Ljudje si želijo tega znanja in v resnici želijo vendar spoznati, kdo so. Ne? Vendar smo prišli do tega, in to tudi od ust do ust še najbolj, ne, bi tako rekel, se pravi iz lastnih izkušenj. Ne? In tisto, ko to sprejme, tisto, ko to proba, ne, definitivno mu je spremenilo življenje za več kot za 20-30%, definitivno. Ne. Pa nobenih duhovnih predznanj ne rabiš? Nobenih duhovnih predznanj, vse to že imamo, nobenih ne rabite, nobenih molitev, ne rabite več klečati na kolenih, kar uči cerkev je nesmiselno in nima nobenega temelja ta pravega in tudi ni nobene rešitve tam. Morate najti sebe in tega Boga ali kakorkoli mu želite reči, najdete v sebi in v svoji okolici. Povsod je in samo čaka, kdaj mu bomo naročili, da nam bo zrealiziral to, kar si mi zamislimo in občutimo. Wow. Prej si tudi meni lepo rekel, Neža, da je malo se spustne. In se mi zdi, da res moramo malo več, v bistvu, si dovolj v življenju, ne? Ja, vse bi mogli v bistvu živeti tako, ne? Jaz tudi skozi tako živim. Samo ta sekunda obstaja. Tako, kot sem že povedal tudi v prejšnjih oddajah. In škoda si je planirati naslednjo sekundo. Raj živite zdaj to sekundo srečno, pa verjamete, da bo tudi naslednja veliko boljša, kot pa če greste v njo se skrbmi. Torej, brez zadržkov. Brez zadržkov, brez skrbi. Nikoli ne veste, koliko časa še boste. Kaj, če vas čez naslednjo sekundo ali pa 10 minut več ne bo, kaj ste pa do zdaj naredili v svojem življenju? Zase, za svoje najbližje. To je pomembno in to je vse, kar je pomembno. Ker ko boste šli v ta prehod na drugo stran, jaz sicer to izkušnjo imam, takrat boste videli, kaj je v resnici pomembno. In to so samo res pozitivne stvari, ljubezen, sreča, vse ostalo boste lahko pustili tukaj. In tudi avto in lepe čevlje, hlače tudi, hišo tudi, denar tudi, ego tudi. Tako da nič od tega ne boste nesli s sabo. Samo to, kar ste delali s srcem, res iz neke ljubezni, bi rekel, in
dobrote do sočloveka. To je vse, kar šteje. Hvala ti, ker si to dobroto tudi k nam v studio pripeljal. Z veseljem. Ker si me pogrel Z veseljem. in znotraj spucil, ne, in celo našo ekipo, tako da bomo zdaj še bolj delali. Hvala ti in se veselim, da zopet prijaš naokrog. Pa seveda veliko uspešnih učencev na delavnicah še naprej. Hvala. Znam tudi jaz, kaj prijetno naokrog. Ne samo preventivno, tudi tako, no, da še s komu kaj pomagam. Bravo, super. Moramo širiti, Se ne. veselim. Hvala ti. Hvala.